leta pravico, da odločajo o vseh stvareh. Pika. Se pravi, naj sodelujejo na volitvah in to je to. In bom rekel, imajo tu šanso, da se vključujejo vse civilno-družbene, politične, kakršnekoli hoče organizacije. Prav so njihove možnosti odprte in zadovoljivo rešene. Hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. Ja, mladi, a veste, sej ne samo mladi, sej tudi starejši, upokojenci, srednja generacija in mladi. Kakor kdo, nekateri imajo veselje do tega, se bodo sami vključili v to, kdor pa nima veselja do tega, pa niti na volitve ne gre. Tako da tukaj govoriti, kako bi se mladi morali vključiti, mislim, da tukaj ne gre pod neko prisilo. Gospod Tonin je relativno mlad, začel v politiki, ker ga je to zanimalo. Tudi jaz kandidiram tukaj, zato ker me to zanima. Relativno mlad, ne? Relativno mlad začel, pravim. Sej nisi zdaj začel. Ne. Sam dodal sem, tudi ti si relativno mlad. Ja, tudi jaz sem relativno mlad, ja, seveda. Bomo replicirali posebej, tako da prosim. Ne, sej v redu, čim več se treba pogovarjati. Torej, kogar to zanima in mene zanima, zato kandidiram. Mladih večinoma volitve niti ne zanimajo. Ne vem, koliko mladih danes sploh ve, da so 10. oktobra volitve, recimo. Ne? A se vam to zdi kakšen problem? Ja, to se mi zdi problem, ker potem drugi odločajo na račun mladih in mogoče bi se mladi morali malo bolj zanimati za politiko, ker politika ne hote oziroma kroji celotno življenje, pa ne bi smela. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Rudi Veršnik. Mladi bi morali biti bolj vključeni v družbeno življenje. Imajo pač dve možnosti. Ena je civilna iniciativa, druga pa stranke. Jaz sem močno razočaran, ker vem, da mladi bežijo zlasti od strank, kar ni prav, je pa kriva aktualna politika, ki blati stranke in blati delo strank, vendar pa morate razumeti, to je grupacija ljudi, ki ima pač svoje načela in v tistem svojem krogu se pač vedno pogovarjamo in so mladi vedno zaželeni. Dobimo jih recimo s kakšnimi izleti ali pa s kakšnimi mladinskimi akcijami ali pobudami, drugače se pa nažalost ne vključujejo in jaz sem tudi tako prepričan, ker je kolega že rekel, vprašanje, če vejo, da so volitve, sploh pa komu bi dali glas, kar je zelo narobe. Hvala lepa, gospod Golubovič. Še enkrat bom rekel, mladim je treba zaupati in jaz verjamem, da vejo, da so volitve 10. oktobra, mogoče jih sam ne brigajo. Druga stvar je pa ta, mladi sodelujejo. Mladi imajo v Kamniku ustanovljen mladinski svet Kamnik. Not so vse mladinske organizacije v občini Kamnik, ki imajo kontakt z občino Kamnik na določenih vprašanjih, ki se tičejo mladinske politike v občini. Mogoče še ne dovolj, mogoče nimajo vpliva na vsa ta področja, kjer se dotikajo mladih, sami mladi, ampak ga imajo in je dobra osnova, da imajo lahko še večjega. In še enkrat bom rekel, ves razvoj zadnjih 4 let ni naredil Brane Golubovič, ne Tone Smolnikar, naredili so ga mladi, mi smo jim sam pogoje ustvarjali za to. Zato pravim še enkrat, treba jim je zaupati, jih poslušati, pa tudi slišati. In mladi imajo možnost. Mimogrede, zakon o lokalnih mladinskih svetih določa, da ima lahko občina tudi sosvet za mladinska vprašanja, v katerem sedijo predstavniki občin in pa predstavniki mladih. In če bojo mladi izrazili to željo, jaz vsekakor bom, se bo ta sosvet tudi ustanovil, ki bo govoril o vseh mladinskih vprašanjih, ki se v občini Kamnik, ki se dotikajo mladih. Hvala lepa. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Mladi potrebujejo spodbude in dobre vzorce. Namreč tukaj v Sloveniji manjka skandinavski tip politikov, to je takšnih, ki delajo v dobro skupnosti in upam, da jih bo čim več. Sicer po mojo poslansko pisarno prihajajo tako mladi kot starejši, tudi iz krajevnih skupnosti in ugotavljajo, da se jih ne sliši, da se njihovega glasu ne sliši in zaradi tega obupajo. In zaradi tega jim jaz dam tisto moč, ki jo imam kot poslanka na poslanski funkciji, da lahko sprožim njihove pobude naprej. Tudi tedaj, ko nisem bila poslanka, sem v letu 2006 šla ustanavljati civilno iniciativo Gibanje za ohranitev in izboljšanje javnega zdravstva, da smo se uprli privatizaciji
javnega zdravstva. Skratka, treba jim je dati spodbude z lastnim zgledom, povedati, da so tudi pri nas takšni politiki, ki delajo dobro skupnost. Rekli ste, da ste določene pobude posredovali naprej. Lahko kakšno konkretno poveste, kaj je bilo? Ja, veliko takšnih pobud je bilo. Recimo šlo je za Kolovec, tam, kjer se zadeva že 8 let rešuje in dejansko ljudje ne morejo voziti po tisti cesti, kjer so ostali določena ministrstva in to ni opravilo tistega dela, spodbud pa tudi ni bilo strani občin, oziroma povedali so mi tudi, kar se tiče stran, pa tiste šikane v Stranjah, ki se že toliko časa ni rešila 4 leta, da so pač prioritete drugačne v občini. Skratka, vse te pobude, tudi glede zvočnega onesnaženja tukaj v Kamniku, vse te pobude dajem naprej in samo to niso pobude doseči. mladinske problematike. Prosim? To ni nekak mladinska problematika, šikane, zvočno onesnaženje. Ja, veste kaj, ko mladi tamle vozijo, pa ko zaradi tega prihaja do trkov pri tisti šikani, mislim, da je to tudi njihov problem. Hvala lepa. Ja. Ja, jaz bi pripomnil sledeče, namreč to se z Rudijem ne bi strinjal, da bi mogli biti mladi v strankah, ne vem zakaj, je to vzrok predpogoj, da so lahko dobri. Dobri so lahko brez tega, ne. To je ena zadeva. Druga zadeva se strinjam s tem, da mlade je treba poslušati in jaz imam občutek, da jih dobro poslušam, ker vidim, da me recimo zelo podpirajo in tudi moram se pohvaliti, da je rekel samo ta svoj shod, je bila večina mladih, pa moram reči, da ni bilo majhno število, tudi z njimi se družim, se hecam in tako naprej. Skratka, mislim, da mi starejši moramo biti predvsem dostopni mladim. Dostopni mladim, se z njimi družiti, jih razumeti in seveda jih poslušati in jim dati dostikrat prav, kadar imajo prav. Ne vedno reči, mulc ti pojma nimaš. Ni res. Mladi imajo ideje in njim je treba jih podpirati. Imate kakšno dobro idejo zdaj v zadnjem času, da je prišla od koga, ki bi jo predstavili? Dobrih idej je ogromno. Jaz imam celo v svoji svetniški, ki jo predlagam, listi dve zelo mlade deklice, zelo inteligentne, zelo pametne in one recimo mi dosti stvari pomagajo, predvsem ena, pa je stara 25 let, se pravi je mlada, glede turizma, razvoja Kamnika in starega mesta, tako da pa je mlada, pa ima zelo dobre ideje in zelo inteligentna deklica. Hvala lepa. Gospod Šarec, ste se prijavil na repliko, ne? No, hotel sem dodati, dokler bodo te velike stranke v Sloveniji, ki imajo že ne vem koliko let iste predsednike, pa naj bo na desni ali pa na levi, ne bomo prišli nikamor. Mislim, da te velike stranke morajo vse skupaj najti oziroma razpasti in se more ustvariti ena prava levica in prava desnica. Mi sploh prave levice pa prave desnice nimamo, ker je vse zmešano v Sloveniji in potrebno je... Kam bi sebe uvrstil? Ja, jaz sem sredinski. Ja. Super. Nevršenko Broz. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar. Povedala bi samo naslednje, torej da 98% ljudi ne verjame v neodvisne kandidate, običajno zadaj stojijo razni lobiji, je pa transparentno financiranje običajno prav pri strankah, pri tistih, ki se pa proglašajo za neodvisne, so pa običajno v ozadju zelo močni kapitalski interesi. Bravo. Hvala lepa. Gospod Golubović. Jaz bi samo rekel to, da na lokalnem nivoju ne moramo se deliti na leve, rdeče, vijolične, črne, rumene, kakršne koli že hočete biti. In imeti neodvisno ali pa samostojno kandidaturo pomeni samo eno, da imaš svoj račun in na ta račun lahko položiš toliko denarja in ga porabiš toliko denarja. Če pa imaš ti na strankarski zgodbi, imaš ti del računa državne stranke in ti lahko malo več porabiš, ker mogoče v kakšni občini malo manj porabijo. In tle transparentnosti ni. In na koncu bomo tako vsi na koncu dali občinskemu svetu pa računskemu sodišču svoje, se pravi prihodke in odhodke z računa in bo tako vse transparentno in se bo lahko videlo. Gospod Tunin je bil malo pred vami. Ja, lejte, se zdaj lahko govorimo, kar hočemo, ampak bom rekel, to govorim kot politolog, ne kot kandidat. Stranke so nujne za demokracijo, brez pač strank demokracije ni. Zdaj mi lahko rečemo stranke, da so liste, da so to, ono, drugo, tretje. Recimo vse imamo tudi listo Toneta Smolnikarja, ki je danes stranka, ne? Ampak stranka kot taka je združenje podobno mislečih, kjer se generirajo podobni interesi in da se te stvari lažje uveljavljajo, se te ljudje združujejo. In zdaj
se moramo odločiti, ne, ali bomo imeli demokracijo, potem so te organizacije nujne, če je ne bomo imeli, potem pa jih lahko ukinemo, pa bomo... Hvala lepa. Gospa Julijana Bizjak-Mlakar, potem pa Želela sem samo to povedati, da imamo mi zelo omejena sredstva, zdaj, če imate pa vi drugačne izkušnje s transparentnostjo pri LDS-u, pa ne morem pomagati. Gospod Šarec, potem pa gospod Smole. Jaz nisem rekel, da strank ne potrebujemo. Stranke morajo biti potrebujejo nove voditelje. Ne vem, zakaj v vaši stranki, recimo konkretno Matej, bi bil tudi kdo drug mogoče bolj primeren, pa bolj potegnil. Hvala lepa, gospod Marjan Smole Levček. Ja, jaz bi pa samo nekaj poudaril in upam, da boste razumeli. Pokojni predsednik Francije Charles de Gaulle je enkrat izjavil... Samo pardon, nisem mislil tebe, mislil sem vodstvo stranke na slovenskem nivoju. Pokojni predsednik Francije Charles de Gaulle je enkrat izjavil, da je politika tako resna stvar, da jo ne smemo zaupati politikom. Upam, da ste razumeli, kaj hočem povedati. Gospod Rudi Veršnik. Ja, jaz bom samo toliko rekel, dokler člani stranke zaupajo predsedniku, toliko časa bo pač predsednik. Komu več ne bojo zaupali, bo pač nekdo drug. Hvala lepa. To je vse v četrtem vprašanju, predpostavljam. Zdaj imamo pa peto vprašanje. Tlele vam sem že predstavil še publiki. Predstavili smo, oziroma izbrali smo 7 lokacij, ki so povezane s kulturo ali kulturnim turizmom v Kamniku. Vsak izmed kandidatov bo izžrebil eno od njih in za njo pol tudi podal svoje mnenje. Zdaj bom pa režijo prosil za tele listke. Aha, imamo kakšen kozarc, da tole, takole bomo dali, evo. Pa bom šel ta prv k dami, potem pa... Vites, ne? Šli bomo kar od vas, ki ste zbral številko 6, pa bi prosil režijo sliko številka 6. Stari grad. Torej vaša vizija, gospod Brane Golubović, starega gradu v naslednjih 4 letih. Matej je že povedal, da so se določeni projekti delali za stari grad, ki so bili čista utopija. Jaz ne rečem, da so bili utopija, bili so drzni pa ambiciozni. Ampak prva stvar, ki jo treba na starem gradu urediti, je ureditev tega najemniškega odnosa med najemnikom in pa občino Kamnik. In tukaj je... Kaj se je tle zapletlo, zakaj to še ni? Zapletlo se je to, da je imel najemnik podpisano pogodbo, ne izpolnjuje pogojev in zadeva je zdaj na sodišču za prisilno izselitev. Tukaj ven. V naslednji fazi bo šlo pa potem to v najem. In gor mora v prvi fazi, se pravi z majhnimi koraki, postati rekreacijsko turistična točka in urediti je potrebno tudi ta dostop, ki je zdaj 4-pasovnico, sem s to povezoval, 4-pasovnico uničil dostop do starega gradu. Dostop bi se verjetno lahko tudi brez lastniških... Ne, dostop se bo uredil, ampak ta cesta je bila zdaj narejena. In tle bo treba drugače to pristopati. Je pa še nekaj bi rad povedal, lejte, podžupan ne more vedno vsega sam zagotoviti. Tudi znotraj občinske uprave je neka demokracija in tudi znotraj občinske uprave se nekatere stvari preglasujejo ali pa odločajo. Ampak glede starega gradu je treba prvo urediti lastniško odnos in razmerje med občino pa najemnikom in druga stvar je, da je potrebno gor narediti športno turistični nek rekreativno točko, kjer lahko pridajo pohodniki ali pa turisti. Omenil ste, da pač ne more podžupan vsega sam. Zdaj kandidirate kot samostojni kandidat brez neke liste podpornikov. Imate pa precej obširen program. Kako boste torej lahko tak program sploh nekako mu sledil? Jaz dvomim, da bo katerikoli od kandidatov za župana dobil 51%, da bi lahko vodil občino tako, kot jo vodi Zoran Janković v Ljubljani. Vsak se bo mogel pogovarjati, vsak bo mogel sodelovati, vsak bo mogel vzpostavljati nek dialog na podlagi programa.
In program bo tisto izhodišče, ki bodo šli na mizo in se pogajali oziroma pogovarjali. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, ne pogovarja se samo o občinskem svetu, pogovarjati se treba tudi s civilno družbo, se pravi s strokovno javnostjo in pa s krevnimi skupnostmi. In ko enkrat dosežeš nek pogovor z vso to srenjo, je tudi občinski svet tisti, ki je zastopnik teh ljudi in odloča. Hvala lepa. Gospa Julijana je potegnila številko 2, prosim režijo za sliko številke 2. Letno gledališče v Gradišču je to, v Tuhinjski dolini. Ja, čudovite predstave so tam. Mislim, da bi bilo potrebno ne samo temu letnemu gledališču, ampak tudi ostalim letnim gledališčem omogočiti za to, da bodo lahko lažje postavljali kulise, da bodo lažje imeli vaje za svoje prireditve. Mi imamo takšne igralske skupine, zadnjič sem bila v Podgorju, kjer so imeli igro, potem v Tunicah imamo tudi krasno igralsko skupino. Kaj pa konkretno s gradiškim gledališčem? Tudi z gradiškim, tukaj imajo tudi nekatere prav vrhunske igralce, tudi komika zelo znanega. Skratka, tudi to gledališče, kot tudi ostala gledališča, jim je treba posvetiti več pozornosti, jim dati več možnosti za svoje delovanje, da bodo lahko delali kulise in da bodo lahko igrali tiste igre, ki si jih želijo igrati. Morate vedeti, da tam so sami tisti igralci, potem po tisti igri pripeljajo, to se pravi pogostijo tiste, ki jih pridejo gledati. Skratka, omogočiti jim je treba sredstva, da bodo lažje upravljali te svoje dejavnosti. Pa vendar, kakšna je vizija tega gledališča, zgolj omogočiti sredstva? Ja, če sredstva omogočimo, če vsekakor jih pa poslušati, kaj je tisto, kar oni najbolj potrebujejo. Mislim, da je potrebno tudi tiste njihove igre snemati, spraviti jih na internet, tako da bodo tudi drugi kaj o tem vedeli. Jaz v njihovih igrah skoraj da ne, tudi v lokalnih glasilih se ne sliši kaj dobrega. Hvala lepa. Ja. Gospod Marjan Smole Levček je izžrebal številko 3. Gre za Majstrovo hišo na Šutni. Vaša vizija Majstrove hiše, gospod Marjan Smole? Ja, čisto preprosta je. Prvič je treba dokončati, ker vemo, da ni dokončana niti noter, niti v dozadji. Ravno 9 let nisem si ogledoval. Vemo, kdo je bil Rudolf Maister, vemo, kaj je naredil. Tako da moja vizija tega je dokončati to, kar je bilo začeto, ne da samo fasado, ampak vse ostalo. In verjetno bi bilo logično, da se noter naredi, ena spominska soba njegova. Hiša je velika, zgolj spominska soba. Neka spominska soba, ostalo pa, lahko tudi kakšen prostor za kulturne prireditve, eventualno z njegovi sobi, seveda pa se, ne vem, če se obstoja, verjetno, da obstoja kakšni, to se pravi njegovi, oblačila in te zadeve, da je tudi kot razstavni prostor, v drugem delu pa se pravi ena soba, tudi posvečena njemu, z njegovim imenom, in tam bi bile tudi lahko določene kulturne prireditve noter. Hvala lepa. Gospod Matej Tonin je izžrebil številko 1. Dom kulture Kamnik. Dom kulture Kamnik, stavba, v kateri se nahajamo. Ja, jaz mislim, da Dom kulture Kamnik bi se ga lahko vzeli kot primer dobre prakse, da Dom kulture Kamnik že zdaj dobro izpolnjuje svojo vizijo in svoje poslanstvo. Vidite, dvorana je obnovljena, preddverje je obnovljen, na vrh gor imamo prostor za ples in podobne zadeve, spodaj dol imamo kotlovnico. In tukaj je bil primer, ko je ta stavba nekoč razpadala, se je zdaj obnovil in vidi se, če je prava volja in če je prava ekipa, da to stvar na ta prav način vodi, se da iz te stvari marsikaj narediti. Seveda pa to ne pomeni, da je pa vse super, kakšno stvar bi se seveda tu dalo dodelati. Ena izmed takih stvari, kjer se pa pevska društva in pa pevski zbori zelo pritožujejo, da dvorana ni najbolj akustična. In tukaj je mogoče stvar, ki se da še nadgraditi. Hvala lepa. Gospod Šarec je izžrebal številko 4. Mali grad. Ja, Mali grad je ena znamenitost, po katerem je Kamnik znan. Vemo, da je bilo to pribežališče, kasneje tisti, ki so bili prej na Starem gradu, ki se jim ni dal hoditi.
malo za šalo, malo za res. Tukaj je treba urediti mogoče eno za turiste, eno dramatizacijo recimo Veronike, da se to odigra, ta anekdota recimo, da pridejo pogledat, kako je to potekalo. Vemo, kaj je Veronika počela in kako je bilo in kako so bili tisti snupci. Skratka, to potem urediti dostop, kar se že dela, saj to se že vse... Dostop na kakšen način? Ne, obnavlja se. Ja, no, mislim, se ureja, ne, je že v bistvu tako, da mislim, da tukaj v Malem gradu ne vidim nekih hudih problemov, potem bila je tudi odprta tista, so razne razstave in take zadeve, tako da to ni najbolj pereča točka Kamnika, bi se pa dalo seveda precej polepšati okolico, da bi to zaživelo v celotni turistični ponudbi. Hvala lepa. Gospodu Rudiju Veršniku pa je ostala številka... V nedeljo obkrožite številko 5. A to sem pa jaz. Naključje, ne? A ja, 2. Torej številka 5. Velika planina v smislu kulturnega turizma. Ja. Ta naš biser, Velika planina, čeprav na občinskem svetu tragikomedija, ima velike potencijale, zlasti z temi značilnimi hišami oziroma pastirskimi stani, ki so pravzaprav unikat v Sloveniji. Imamo en primer hiše, ki je sedaj se kaže kot z vso svojo vsebino, vendar pa bi tukaj lahko uživili, da bi ta prikaz te hiše bil vedno, zlasti pa v konc tedna, v vikendih na razpolago in bolj obiskan, da bi prirejali tudi tradicionalne pastirske od iger do del pastirskih, ki so običajno tam v taki obliki, da bi to ljudje pravzaprav prišli gor in videli, kaj so delali in kako se stvari dogajajo. Hvala lepa. Ma kdo še kakšno repliko? V redu. Gospa magistr Julijana Bizjak-Mlakar. Ja, želela bi upozoriti na to, da se to z najemniki na Starem gradu dogaja že leta in da bi bil že enkrat čas, da se tista pogodba naredi na ta način, da ne bi bili potem potrebni tako dolgotrajni sodni postopki, ki bodo zdaj obremenjevali tudi mene kot županjo. Hvala. Hvala lepa. Gospod Brane Golubović. Se strinjam, gospa Julijana, in to bomo tudi uredili. Glede Doma kulture Kamnik bi sam to povedal, največja stvar, ki nas čaka, je dvig sedežev tukaj v tej dvorani, zaradi tega, da se bo lažje predstavljalo in te sedeži se morajo umakniti. In to so projekti spet narejeni, lahko gre 2011 takoj se v ta dela. In drugo so okna in tretje je tamle kavarnica. Glede Malega grada pa samo povem, pričakujemo, da bomo 15. novembra do konca novembra pridobili gradbeno dovoljenje za prenovo stražnega stolpa in okolice. Super. Sam kljub vsemu, kaj pa pretekla 4 leta? Vedno moram to vprašati. Pretekla 4 leta za tale Dom kulture? In stvari, ki ste jih pohvalil. So projekte stvari, ki ste delali. jih omenil zdaj, pač to bo 12. leta. Ne, ne razumem zdaj še enkrat. Stvari, ki ste jih omenil zdaj, pač govorimo o oknih Domu kulture in podobne stvari. V Domu kulture se je marsikaj spremenil, kar je moj kolega Tonin tudi povedal v teh 4 letih. Ta Dom kulture, če ste bili pred 2006 ali pa 2005 tukaj noter, bi ga mogel videti. Eden od kandidatov se mu je zapisalo v programu, da je treba urediti garderobe. Zdaj smo videli, da so lušne garderobe, garderobni prostori noter. Veste, vi sprašujete za naprej, jaz vam govorim za naprej. Ko bomo se pa pogovarjali, kaj je bilo narejeno za nazaj, se bomo pa pogovarjali, kaj je bilo narejeno za nazaj. V redu, hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. Ja, kar se tiče Doma kulture, je res treba priznati, da napreduje, ker tudi sam sem igral enkrat decembra tukaj, še ni bilo centralne urejene, nas je rahlo zeblo, tako da igralec najbolj čuti to pomankanje infrastrukture v kulturnem domu, tako da gre pohvala tukaj, da se ureja. Še kakšna replika? V redu, potem se pa zdaj
Bližamo zadnjemu vprašanju, če bo žirija dovolila potem še vprašanja iz publike. Zadnje vprašanje, šesto vprašanje, ki smo ga mi pripravili, pa je, katerega protikandidata bi volili v drugem krogu, če se sami vanj ne bi uvrstili in zakaj? Pa pejmo od Rudija Veršnika nazaj. Morate še povedati, kdo bo prišel skozi v prvem krogu. Ampak kjer je vaš najbolj, kjer je vam najbližji, no? Pa bom tako rekel. Moji so vsi, ne, se sem prijatelj do vseh. Ne. To je toliko hipotetično vprašanje, veste, da ne bom odgovarjal na njega. Kaj pa, no pa zastavimo tako, kakšne točke programov kolegov, ki so vas pa posebej, kakšna, ki bi jo pa posvojili takoj, pa jo sami nimate? Več ali manj imamo vsi podobne programe, tako da so samo odtenki drugačni. Jaz bi pravzaprav, kdorkoli bo, se bom tisti moment pred skrince odločil, zdaj pa nemogoče. Gospod Marjo Šarec? Ja, če ne pridem v drugi krog, bom volil tistega, ki me bo prepričal. Vas je kakšen program od protikandidatov prepričal? Oziroma kakšna točka? Vsi programi so me prepričali, da so jih pisali na dolgo in na široko, samo če bo vse izvedeno, to me skrbi. Kakšna točka prav posebej? Ja, posebej kakšne točke, pri vsakem bi našel kakšno, pa ne bi zdajle na dolgo, na široko. Pač tista točka me najbolj všeč, kjer piše, da bo več denarja za določen segment. Hvala lepa. Gospod Matej Tonin? Jaz bom kar direkten, ne bom nič ovinkaril, malo zgodovinskega spomina še imam. Bom rekel, v začetku volilne kampanje sem imel s kolegom Veršnikom novinarsko konferenco, kjer sva se pač, nam rekel, zaobljubila, ampak dogovorila, da kdorkoli oddaja v drugi krog pride, da bova drugega podprla. To je bil en dogovor konkreten, ki je že bil tudi javno predstavljen. Zdaj, če kolega Veršnik ne bo prišel v drugi krog, potem bo treba pogledati po drugih kandidatih, ki bojo še na voljo in se bo potrebno takrat odločiti. Zdaj, če vprašali ste tudi, koga bi se želel za podžupana, če sem vas prav razumel, se je bilo to tudi vprašanje. Lahko tudi to, ja. Če pa niste vprašal, niste vprašal. Nisem vprašal, ampak potem pa ne bom odgovoril. Vidim, da bi rad povedali, pa povejte. Torej, jaz bi se želel za svojega podžupana Braneta Goluboviča, ker človek je že v Poljani in mislim, da bi lahko naprej tudi stvari dobro odpeljal, mi je pa žal, ker ne bo mogel biti moj podžupan, ker ne kandidira za občinskega svetnika in se tukaj stvari pač ne bojo išle, ker številni me danes sprašujejo, če bom vzel Braneta Goluboviča za podžupana, sem rekel, tudi če bi razmišljal o tej stvari, ga ne bom mogel, ker ne bo občinski svetnik. Hvala lepa. Gospod Marjan Smole, Levčak. Ja, prvo ste omenil programe. Koliko sem že omenil, programi so vsi prenapihnjeni in koliko sem že povedal, če bi tiste programe izvajali, kateri so bili že obljubljeni in so v predaljih občine, verjetno bi bilo tudi na teh soočenih dosti lažje. Kar se pa tiče podpore, sicer gleda, da županjo že imamo, kakor sem prej slišal, ampak dobro, mi bomo se še naprej borili v podpori, v drugem krogu bom pa se pa odločil, da tistega, ki bo čim manj političen, to pravi, želim čim bolj apolitičnega človeka na funkciji župana Kamnika. Zanimiv za politično funkcijo. Ja, poglejte, to je zelo smešno, res je, ja. Politiki vodijo državo, vidimo, kje je država, vidimo stranke, kako vodijo to državo, vidimo te zadnje štrajke in jaz mislim, da ni treba, da si politično opredeljen, da lahko gospodarsko in kulturno dobro vodiš eno občino. Hvala lepa. Gospa magister Julijana Bizjak Mlakar. O neodvisnih kandidatih sem že povedala mnenje ljudstva. Mislim pa, da je prezgodaj za karkoli drugega. Tisto, kar je meni pomembno, so pomembni samo programi. Dejstvo je, da sedanja občinsko vodstvo ni uresničilo tistega in ne samo tokrat, ampak tudi že dolgo časa ne uresničuje tistega, kar obljublja pred volitvami. Pomeni, da enostavno, če želim, da bo ta Kamnik dosegal razvoj, tisti razvoj, ki smo si ga zastavili, potem računam na modrost ljudi
da bodo modro izbrali in da bo v naslednjem mandatu tukaj županja. Kaj pa programi opozicije, no? Če vas je pri njih kaj pritegnilo? Veste kaj, če bo kakšna dobra točka, torej prebrala sem programa, ampak noben me ni prepričal, zelo so lahkotno nastavljeni, brez finančne perspektive, tako kot tudi tisto, kar se trenutno sprejema, razvojni programi na ravni občine. Mislim, da bi bilo potrebno tukaj bistveno več resnosti, ker namreč mi smo odgovorni ljudem, delati moramo za ljudi in upam, da bodo tudi ljudje pravilno izbrali. Hvala. Hvala lepa, gospod Golubovič. Ljudje se vedno modro odločijo, pa kakorkoli se odločijo. Glede tega, koga bi, če bi, podprl v drugem krogu vsekakor tistega, ki bi nadaljeval projekte, ki so se zastavili v tem mandatu in bistven je en projekt za mene, to je največji projekt, mislim, da kar v zgodovini Kamnika, gradnja, obnova in dozidava 2 osnovnih šol, Frana Albrehta in Toma Brejca. Vsi pogoji so izpolnjeni, da se Frana Albrehta začne v 2011 delati in da se konča vsa zgodba do 2014. To bo tista moje izhodišče, da bom dobil neko zagotovilo. Meni drugi kandidati, samo da dokončam, to, kar je meni kolega Matej rekel, meni tega ne more nihče ponuditi podžupanstva. Ne bom več v lokalni politiki, če slučajno izgubim volitve. In jaz, z mano se ne bo trgoval. Trgoval pa se bo na programu in na 2 šolah. Imate kakšno konkretno ime? Konec koncev so tudi kandidati, ki to omenjajo? Ja, Brane Golubovič. So kandidati, ki tudi omenjajo te šole? A seveda, da jih omenjajo, vsak na svoj način, kakšni bi mogoče malo drugače, tako, dajte. Jaz se pravim, ko bojo povedali. Hvala lepa. Replika? Gospod Tonin, gospod Levčak, gospod Veršnik, gospa Julijana Bizjak, vi ste tudi, dobro. In tako po vrsti. Torej, eno stvar v razmislek. Ko je naš župan Tone Smolnikar marca 2010 rekel, da ne bo več kandidiral za župana, je rekel, da bo, ko bodo znani vsi županski kandidati podprl tistega, ki bo najbližji njemu. Zdaj jasno je, da smo vsi županski kandidati že znani, Tone Smolnikar pa zaenkrat ni še nobenega podprl. Jaz se sprašujem, zakaj tega ni naredil. In druga stvar, tudi je rekel, da bo podprl tistega kandidata, ki bo nadaljeval njegovo delo, ampak stvari so danes v Kamnik zapeljane tako, da kdorkoli bo izvoljen za župana, kakšne druge možnosti, kot da najprej dokonča Smolnikarjeve projekte, ne bo imel. Gospod Rudi Veršnik. Prejle je bilo govorjeno o nepolitikih, pač da so tisti garant, da bo občina v redu funkcionirala, ampak mi smo 16 let ne politika, stanje pa vidimo vsi. Hvala. Hvala lepa. Gospod Marjan Smole Levčak. Ja, jaz bi rad sem to povedal, da recimo to, ko se govori o programih in tako naprej, jaz bi sam rad poudaril, da namreč lepo bi bilo in mislim, da je to možno, Kamnik spet spraviti na en višji nivo, kot je bil, ker kot vemo, je bil Kamnik v srednjem veku eno najmočnejših mest v Krajinski. Imelo je tudi svojo kovnico denarja. Po vojni je bil močnejši kot celo Kosovo. In na ta nivo bi se, jaz mislim, dal spraviti z kamniško občino. Se ne mara je še zdaj močnejši kot Kosovo? Ne, to pa ni, to sigurno ne. Gospod Šarec. Ja, no, torej, kar se tiče tega ne politik, pa politik, sej politik je vsak, kdo je na funkciji, samo kako razmišlja, eno je politik, drugo je pa politikant. To sta 2 bistveni razliki. To je kot se učim, sem se učil, sem se učil, ampak sem se naučil, to je bistvena razlika. In tudi gospa Julijana, vaša stranka pred 2 letoma je imela, še jaz sem na shodih nastopal, je imela slogan odgovornost za spremembe. 2 leti že čakamo zakon o RTV Slovenija, pa še zdaj ga 20 strokovnjakov ni spravilo skupaj. To ni občinska problematika. Ne, ni občinska, pa govorim, ko pravi gospa Julijana, da so stranke tiste, ki bodo rešile in ki... Hvala lepa, gospa Julijana. Posamezni ljudje so tisti, ki so odgovorni na političnih funkcijah, politika pa je ukvarjanje s problemi ljudi in s tem se tudi sama ukvarja gospod Šarec. Kar se pa tiče tistega prvega, zaradi česar sem želela repliko,
je pa to, da bo seveda izjemno težko uresničiti vse te programe in vse te sedanje projekte, ki so bili dani in jih ne bi dali v program, če ne bi se zavedala, da sem sposobna, da imam možnosti, da pripeljem v Kamnik tudi evropska sredstva, da naredimo takšne projekte, da bodo evropska sredstva prišla v Kamnik in da bomo lahko izvedli te projekte, ker brez tega z sedanjimi sredstvi tega ne bo možno izpeljati. Hvala lepa. Gospod Marjan Šarec. Samo dodal bi znani izrek, politika je predvsem umetnost možnega. Hvala. Še kdo kaj? Gospod Tonin. Jaz sem na Radio Hit zastavil gospe Ljubljani vprašanje iz njenega programa, ne, in sicer tam je pisalo, da bojo povečali konkurenčnost gospodarstva. Jaz sem vprašal, s kakšnimi ukrepi, takrat nisem dobil odgovora, mogoče ga bom dobil danes, ukrepe, s kakšnimi ukrepi se bo povečala konkurenčnost kamniškega gospodarstva. Zgleda, da velja za vas isto, gospod Matej, že dvakrat sem vam na to vprašanje odgovorila, ampak zgleda, da je potrebno politikom to povedati 10-krat, v Mlinu se pa samo 2-krat pove. Skratka, povedala sem gospodu Mateju na Radio Hit, da bomo prekvalificirali, da bomo dali sredstva za prekvalifikacijo tistih ljudi, ki so trenutno nezaposleni, ker namreč delovnih mest v Kamniku bi bilo veliko še na področju turizma. Potem, da bomo spodbujali samozaposlovanje, da bomo poskušali, torej da bomo ustvarili te podjetniške inkubatorje, s katerimi bomo in podjetniško obrtno cono ter tehnološki park, s katero bomo ponovno privabili tiste podjetnike, ki so sedaj zunaj občine Kamnik, ponovno v Kamnik in tudi druge podjetnike. Hvala. Mislim, da mi je dovoljena replika, ne, kratka. Izvoljo. Zdaj, konkreten ukrep, recimo, to so pač zgodbice, ne, konkreten ukrep bi pa bil za podjetništvo, za obrtne cone, bomo dali 200 000 evrov in to jasno napišete, za izobraževanje ljudi bomo dali 50 000 evrov, to so konkretni ukrepi, gospa Julijana. Jaz sem občutek, da bo potrebno tlele še eno soočenje pri tem vprašanju. Gospodarstva danes nismo posebej obdelovali, vidim, da vam to manjka. Prepričan sem, da na naslednjem soočenju, ki mislim, da je še na vrsti bolj gospodarske teme, bolj zastopane, tukaj smo dali poudarek bolj kulturi in mladinski problematiki. Če ima še mogoče kdo, gospa Bizjakova, ste pač svoje replike potrošila, tudi vas bi prosil, da se vzdržite še tega, mogoče še kdo kaj od ostalih in ne se spravljati mogoče na zdajle na Bizjakovo, ker pač bo treba še kakšno soočenje, no. Ne, sej... Kaj konkretnega iz svojega programa za svojih... Jaz dam gospe mojo repliko, dam gospe. No, izvoljo. Relativno mlado. dali potem spodbude in da se boste javili na te razpise, ki jih bomo imeli za mlade podjetnike in da boste tudi uspešni na tem razpisu. Hvala lepa. Zaključimo zdaj to točko. Režijo sprašujem, a imamo mi še čas za vprašanja publike? Imajo. To je ja ali ne? Ne. To nismo zmenjeni. Dajmo jih. Eno vprašanje, jaz izžrebam enega od vas, torej. In sicer bomo pol to takole naredili. Takole. Ena od telih je označena s črno piko. Zdaj bom jaz to zmešal in kar potegnite ven. Ste jo dobil? Kaj pa če je konkretno vprašanje za kandidata? Smo rekli, da ne bo vprašanje univerzalno za vse kandidate. Obkrožite številko 5.
Zadnji me zanima, če je pika. Nimate? Jaz ne smem namesto vas. Zanima me, če je na zadnji strani pika, na zadnji strani lističa. Vi jo imate? Dobro, potem bo vprašanje za vas. Danes je vaš dan, kot kaže. Želijo vam še prosim, da mi odklenajo. In vas tudi vabim, da ga kar sami potegnete ven. Za vse sama. Se opravičujem. Smem? Sem opravljal. Torej, vprašanje se glasi, ali bi svojo obstoječo zaposlitev postavili na stran in opravljali službo župana profesionalno in kot edino zaposlitev. Za tole vprašanje sem zelo hvaležna, zaradi tega, ker imam 1001 razlog, da bom svojo sedanjo službo upravljala še 2 leti. Namreč, če želim uresničiti ta program, potem moram poskrbeti, da bodo v občino Kamnik, da bodo prispela tudi evropska sredstva. Poleg tega moram uresničiti še tisto, kar sem obljubila tudi svojim volivcem, to se pravi, da se borim tudi za javno zdravstvo, da se borim za vse prebivalce v Sloveniji. In pomeni seveda, da bom, naslednja zadeva, ki je tudi zelo pomembna, v svojem mandatu bom 100 000 evrov prihranila samo zaradi tega, ker opravljam obe dve funkciji in bomo ta denar lahko namenili za štipendiranje otrok ali pa za subvencije pri prevozih. In tudi sama želim, da bi tako, kot je na primer v Celju, kjer je 2-krat večja občina kot občina Kamnik, pa imajo nepoklicnega župana in 2 nepoklicna podžupana, da bi tudi sredstva podžupanov vse namenila za to, torej tisti prihranek za to, da bomo pomagali otrokom. Hvala lepa. Gospod Šarec, vi ste se prijavili za repliko? Ja, tukaj moram oponirati, ker govoril sem z Mirkom Brulcem, županom Nove Gorice, govoril sem z gospodom Webrom iz Kočevja, govoril sem z vašim ministrom Lukšičem v soboto, pa nobeden ni prav navdušen nad dvojno funkcijo, ker pravijo, da to je škoda, da je šlo to skozi ta zakon, da dopušča dvojno funkcijo. Hvala lepa. Gospod Lukšič me je prišel podpreti v Kamnik, da tele vaše govorjenje. Ja, sej nič ne rečem, ampak meni je tako Julijana, povejte. Ja, gospod Lukšič je prišel osebno v Kamnik me podpreti pri tej moji Ja, sej bi bilo žalostno, če vas ne bi, sej ste z njegove stranke. Gospod Marjan, prosim, če pustite povedati. Gospod Tonin. To so čisto konkretni podatki. Ko sem delal v državnem zboru, kako je izgledala služba županov in poslancev. Več ali manj so vsi tisti, ki so bili župani, zelo slabo upravljali poslansko funkcijo in so več ali manj hodili samo ob večerih na glasovanja. Medtem ko jih pa čez cel dan ni bilo, stalno je bilo treba za njih poiskati med drugimi poslanci zamenjave in tako naprej. V redu. Če se je Julijana tako odločila, potem je to pravilno in pošteno, da svojim volivcem pove, da tako intenzivno, kot zdaj upravlja, potem ne bo mogla več upravljati poslanske funkcije. Sam še eno stvar, potem pa nam več teži, ampak to stvar bi res rad dodal. Danes še vedno vlada ena fama, da obstaja nekje en rdeči telefon, kjer ti pokličeš in dobiš evropska sredstva. Pač to ni mogoče. Danes rabiš ti za evropska sredstva imeti projekt pripravljen z gradbenim dovoljenjem in potem ga moraš narediti, financirati, potem pa dobiš le referendum. Gospod Rudi Veršnik. Jaz se čudim gospe kolegici, da je tako vehementno izjavila, da bo z lahkoto upravljala obe funkcije. Jaz sem to upravljal 4 leta in leta 2006 sem si rajš najdel nekoga, ki je kandidiral namesto mene, ker sem vedel, da 2 služb in to tako težkih, kot je v državnem zboru, seveda, če jih upravljaš resno, in pa občine z 28.600 prebivalci voditi ni tako enostavno, oziroma lahko rečem, da bo ena ali pa druga funkcija slabo upravljena.
Hvala lepa. Gospa Julijana. Zdaj, gospod Tonin, mislim, da ste bili vi PR-ovca, ne od finančnega ministra Bajuka. Čist Tako da- napačne podatke imate, gospa Ja, Julijana. vsekakor Bil sem tiskovni PR pri predstavnik. gospodu Bajuku. Vi več veste, kje sem delal. Jaz sem delal v poslanski skupini v državnem zboru. Edino, če vi več veste. No, vsekakor ti vaši podatki so zelo čudni, a ne, zaradi tega, ker trenutno imamo v državnem zboru 23 poslancev, ki so hkrati tudi župani, tudi sama sem med aktivnimi poslanci, tudi ti, ki so hkrati župani, so zelo aktivni poslanci in poleg tega izjemno koristijo svoji občini. To kažejo statistike in tukaj bi vam res priporočala, gospodje, da si pogledate te statistike, kako je z poslanskimi vprašanji in ostalimi in tudi sama sem zelo aktivna. Hvala in bom lepa. tudi naprej zelo aktivna. Hvala lepa. Zelo konkretni podatki. Gospod Šarac se veste, je prej tudi- priglasil. Tudi po zakonu je tako, da pač državni zbor je zakonodajno telo, lokalna samouprava pa te zakone izvršuje in mislim, da s tem si poslanci postavljajo zakone, ki jih potem kot župani izvršujejo in mislim, da je to skregano z logiko in to je treba ukiniti, tako kot je treba ukiniti ta nekoristni državni svet. Se vam ne zdi, da iz vas govori osebni interes? Gospod Kakšen osebni interes? Tonin se je še priglasil k besedi. Ja, pač, meni to ni všeč. Gospa Julijana reče, kot da vse ve in vse zna in stalno vse kandidate podcenjuje, ampak jaz sem enostavno govoril konkretno iz dejstev in jaz vam lahko, če ne zadošča, da sem nasplošno govoril, lahko vam konkretno imenih povem. Primer takšen je bil, ne vem, gospod Rupar iz SDS-a, gospod Cok iz NSI, gospod Weber iz SD-ja, iz vseh strank, kjer so bili župani, enostavno to tako bilo in Rudi Veršnik vam to lahko potrdi, kako je on nadomeščal svoje kolege župane, kjer je on stalno hodil na odbore kot nadomesten poslanec, ker županov ni bilo. In to je dejstvo, Julijana. In tega se pač ne morete sprenevedati pa zanikati. Ne? Hvala lepa. Še gospod Golubovič, gospod Marjan Smole in potem dam še vam sklepno misel, glede na to, da se vse tiče vas, potem bomo pa s to tematiko zaključili. Konec koncev je to stvar, ki bi jo bilo treba reševati na državni ravni, ne pa na občinski. Tako da, prosim, gospod Golubovič. Treba je spoštovati odločitev gospe Julijane Bizjak Mlakar, da bo neprofesionalna županja in da, če sem jaz prav razumel, ne bo imela podžupanov. Treba je pač to spoštovati in to bojo volilci ocenili, kdo bo na koncu tisti, ki bo operativno vodil občino z 22 krajevnimi skupnostmi, 13 gasilskimi društvi, preko toliko in toliko športnih, kulturnih društev. Ampak gledajte, tako kot je njena odločitev, treba spoštovati, je treba mojo. Da, kandidiram za župana, če ne bom izvoljen, pa mislim, da se to ne bo zgodilo, grem na Zavod za zaposlovanje in svojim znanjem sem pripričan, da bom našel drugo službo. Ker je vprašanje na to temo, kaj bomo delali. Ne? Hvala lepa, gospod Marjan Smole. Ja, se bom odrekel replike. Hvala lepa, gospa Julijana Bizjak Mlakar. Hvala lepa. Skratka, vesela sem, da se je to vprašanje odprlo, čeprav se je že nekajkrat, torej so moji protikandidati to odprli. To razumem po eni strani kot bojazen, vendar pa statistike, lahko si jih pogledate, govorijo, da so občani in občanke zelo zadovoljni s tistimi, ki so poslanci in župani, da je to velika prednost za občino in da ima občina Kamnik prvič možnost zdajle, da dobi županjo, ki bo hkrati tudi poslanka in bo lahko odpirala vrata tudi drugod. Tako da razumem pa protikandidate, da poskušajo pač na tej točki iskati svoje točke. Ne, Julijana, jaz vas podpiram pa tej stvari, drugače pa to, da ni prvič, ni prvič. Max Lovrinc je kandidiral tudi za župana. Sklepna beseda meni. Ja, ampak vi kar nekaj govorite. Hvala lepa. Še bodo soočenja, tako da verjamem, da še niste potrošili vseh nabojev. Jaz vsem kandidatom želim pač, da se odrežejo najboljš na volitvah. Vam pa ne dvomim, da se boste modro odločili in s tem pač naredil konec današnjemu soočenju. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa, da ste prišli. Lahko noč.
Thank you.